Da bi rad študiral medicine, sem v bistvu vedel že v srednji šoli, že kar na začetku. Naš družinski prijatelj je bil primarij kancler. Seveda me je to njegovo poslanstvo v bistvu pritegnilo. In tu je v meni nastala odločitev, da bi želel biti zdravnik in tudi pediater. Gre 80% denarja, ki ga zberemo, se porabi za sekundar in terciar, medtem ko 20% denarja, ki ga zberemo, se porabi za ta ambulantni del primarnega zdravstva. Če pa pogledamo, koliko rešimo v tem primarnem zdravstvu, se pravi pa mi za 20% denarja rešimo 80% zdravstvenih težav ljudi. Ni več treba posebej zagovarjati tega, ampak je to golo dejstvo, da če se kaj splača vlagati, se splača vlagati v osnovno zdravstvo in pa seveda v take ambulantne settinge. Ko sem jaz postal direktor, seveda so številni pacienti, ki so bili moji pacienti, rekli, škoda vas je. Ampak jaz sem rekel, seveda za vas osebno jaz se strinjam, ampak menim, da lahko dam pa večjem številu ljudi še neko dodano vrednost. Imamo izjemno razvito medicino v Ljubljani z izjemnimi strokovnjaki. Seveda problem pa je, da je te medicine in pa teh strokovnjakov deležno samo en izjemno majhen kupček ljudi. Večinoma so še ti iz Ljubljane. Če ti želiš biti resnično dober, potem potrebuješ neko konkurenco, ker ta konkurenca je se pravi tudi tista, ki te sili v to, da bi bil še boljši. In zato sem jaz tudi izjemno vesel, seveda, da imamo medicinsko fakulteto v Mariboru, da imamo Univerzitetni klinični center v Mariboru in nenazadnje sem izjemno vesel, da smo v letošnjem šolskem letu začeli tudi z študijem dentalne medicine. Jaz sem bil tisti, ki sem bil pobudnik tega študija. Če se pri nas popoldne govorilo, kdaj bo popoldne kdo delal v kakšni privatni ordinaciji in mogoče kakšne implantate implantiral, se pravi, se mi danes pogovarjamo o tem, kakšne bomo delali projekte in v katerih domačih in mednarodnih projektih bomo sodelovali. Odgovor vsekakor ni samo v denarju. To danes vidimo. Denar je na 3. mestu, ko sprašujemo mlade, zakaj odhajajo. V prvi vrsti gre za vprašanje organizacije in pa za okolje, delovno okolje, v katerem nekdo dela. In če je to okolje prijazno in pa organizirano, potem se ljudje v takšnem okolju, tudi mladi, dobro počutijo in potem jaz sem prepričan, da bodo tudi ostali. Torej, kaj je naša dolžnost? Naša dolžnost je, da jim pripravimo takšno okolje, v katerem se bodo oni dobro počutili, seveda, in da bodo potem imeli tudi priložnost. Ker v resnici na ljubo, seveda, v tujini se ne cedita med in mleko samo. Seveda je tujina krepko izžame vsakega. Ker jaz vodim tudi Svet za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije in to se je izkazalo kot najboljši projekt tudi prejšnjega sklica Zdravniške zbornice in v bistvu vidimo, koliko teh nesoglasij je tako med pacienti in zdravniki, kot tudi med zdravniki, to moramo tudi vedeti, in koliko nam v bistvu manjka te komunikacije, tega vedenja o komunikaciji. In jaz mislim, da tu so vsa ta področja, ko ste me preprašali, kaj bi mi morali narediti za to, da bi bili še boljši, predvsem v te tako imenovane mehke vsebine moramo vlagati in pa seveda se spoštovati.
Niti leva, niti desna vlada ni zainteresirana do zdaj bila, da bi se te stvari uredili. Gre za visoko intelektualno izobražene ljudi, seveda, ki imajo praviloma tudi neko svoje mnenje, in takih ljudi pa politika nima rada, niti ena, niti druga. Tako da zato smo mi vedno na nekem obrobju. Ključno vprašanje je, kako urediti dolgotrajne bolniške staleže. Dolgotrajni bolniški staleži ta trenutek nam požrejo preko pol milijarde, se pravi, denarja. In to je danes prioritetno vprašanje, za katerim se mora odločiti. Pa še nisem videl, da bi kdo to vprašanje postavil, torej kot prioritetno. Energija, ki jo človek vloži v to, da potem takšne slabe, napačne odločitve spremenite, je neprimerno večja, kot pa če vi lahko imate priložnost sprejemati neke odločitve. In zato seveda sprejemati tudi svojo popolno odgovornost. Vi morate vedeti, da sem jaz po svoji funkciji odgovoren za celim svojim premoženjem. In tak je tudi prav.